Torej, v tej seriji video bom poskusil prebrati vsa poglavja knjige God of Wise in jih kot tak simultano prevajal v slovenščino. Tekst je v angleščini, jaz pa ga bom obdelal v slovenščini in zraven imel svoje komentarje oziroma svoje razmišljanja o tem. Tako da bi mogoče, da se odpre mogoče kakšna debata na slovenskem prostoru, mogoče med akademiki, mogoče med ljudmi, ki so literarno pismeni, opismenjeni in podobne stvari, torej ki vejo, o čem se gre, kaj se dogaja na svetu, ki so aktivisti, ki so religiozni, ki morda niso religiozni, ki so različnih religij, tako da se mogoče odpre širša debata o tej stvari. Torej, da začnemo. No, to je prvo poglavje. Vrata številka 1. Prva zaveza z Adamom, mir je z njim. In zares smo naredili zavezo z Adamom prej, ampak je on na to pozabil in nismo našli na njegovi strani nobene moči volje. Torej, to je uvod v prva vrata knjige God of Wise. In potem je Bog rekel: Let us make mankind in our image. Naredimo človeštvo po svoji podobi. Po naši likeness, se pravi likeness bi lahko prevedli podobno ali kot tako podobno podobi. In tako, da lahko oni vladajo nad ribami morja, nad pticami zemlje, nad živino in nad divjimi živalmi in nad kreaturami, ki se gibljajo na zemlji In tako je Bog ustvaril človeštvo v njegovi podobi. In podoba Boga in po podobi Boga jih je on ustvaril. Se pravi moškega in žensko. On jih je naredil. Bog jih je blagoslovil in rekel njim: bodita rodna in se povečujta v številu. Napolnita zemljo in si jo pokorita. Vladajte nad ribami z morja in nad pticami neba in nad vsakim živim bitjem, ki se premika po zemlji. In na to je Bog rekel: dajem vam vsako semensko rastlino na obličju zemlje, nad celi zemlji in nad vsakim drevesom, ki ima sadje, ki ima v sebi seme. To bo tvoje za hrano. In nad vsemi zverinami zemlje in nad vsemi pticami neba in nad vsemi kreaturami, ki se premikajo po zemlji. Vse, kar ima dih življenja v sebi in vsako zeleno rastlino za hrano. In tako je bilo. Bog je videl, da je to dobro, da to, kar je naredil, da je dobro. In tako je bil večer in tako je bilo jutro, 6. dan. Sveta Biblija, knjiga Geneze, prvo poglavje, verzi 26 do 31. Torej, zgodba se začne takole. Prva vrata The God of Wise. Zgodba človeškega relacije s kreatorjem je zgodba o zavezi. On ustvaril Adama, mir je z njim, je vstopil v zavezo z njim. Zaveza pomeni voljo. Ker kadarkoli oče naredi zavezo s svojim sinom ali legalno deklaracijo očetovih želja z upoštevanjem dispozicije njegove imovine in afer, njegovih zadev,
ki se tičejo njega. Bog se je odločil in je postavil Adama kot kralja nad kreacijo, pač nad stvarstvom. In ga je naredil odgovornega nad aferami rajskega vrta, se pravi Garden of Eden, edenskega vrta, pač rajskega, edenskega. Torej, zgodbe so znane, Eden, raj, kje je to, kako se je začelo, mogoče kakšen komentar. Torej, poznamo knjige o tem, poznamo mite o tem, poznamo mnoge zapise o tem, morda bo kdo komentiral, kaj z tega tiče. In Bog je deklariral, da Adam lahko je od vsakega drevesa, rastline in sadja, ki si ga zaželi, razen enega drevesa, ki bo za njega prepovedano. In tako je bila volja kreatorja nad Adamom, alejhi salam, da Adam postane njegov, kako bi se temu reklo, pač naslednik na zemlji, kot neke vrste predstavnik na zemlji. In Bog je naredil, Bog je naredil poslušnost Adamu obvezno za vse. In Bog je naredil zavezo od Adama, alejhi salam, mir je z njim, da on poskrbi za njegovo zemljo in da Bog naredi vse dovoljeno Adamu, razen tega drevesa. Se pravi, da drevo v Koranu, ki je klicano drevo v Koranu, je imenovano kot drevo, kot nesmrtno drevo, in v Tori, pač v hebrejski Bibliji in v evangelijih ali gospelih tako zvanih, je omenjeno to drevo kot drevo znanja ali drevo spoznanja dobrega in slabega. In Bog je dal Adamu, mir je z njim, eno samo komando in eno samo prepoved. Ukazal mu je, da se razmnožuje in mu prepovedal, da je z tega drevesa. Se pravi, Adam, mir je z njim, kakorkoli je, ni v Bogu, volje Boga, in je prelomil zavezo s tem, da je jedel od pač prepovedanega sadja. Imam Alaskari, od njega je mir, je rekel, da kar se tiče koranskega verza, ki pravi, ne približuj se temu drevesu, to drevo je drevo spoznanja Mohameda in družine Mohameda, mir je z njim in z njegovo družino. Imam Al-Rida, od njega je mir, je rekel, ni isto kot drevesa tega sveta. To najdemo v Bihar al-Navaru, Al-Alam al-Majlisi, 11. poglavje, stran 165. Torej, kje je torej to, kje je ta edenski vrt lociran, kot lahko vidimo v tej knjigi God Advice. Se pravi, kar se tiče lokacije edenskega vrta, je Imam al-Sadiq, od njega je mir, to je 6. imam Ahlul Bejta, se pravi, imamo 12 imamov in 12 Mehdijev v sveti volji preroka Mohameda, in Imam al-Sadiq je eden od imamov, in on je to pojasnil in je rekel, in rekli smo, o Adam, ti in tvoja žena naj prebivata v tem vrtu. To je bilo eno od vrtov tega sveta, in nebo je ušlo na njega in luna je ušla nad njim, in če bi bil ta vrt od vrtov onostranstva, Adam ne bi nikoli prišel ven iz tega vrta, niti ne bi Satan kakorkoli bil sposoben, da v njega pride. Se pravi, je razumljivo, to je
hadis je naveden v Tafsir al-Kumi ali Ibn Abrahim al-Kumi, 11. V bistvu prva knjiga, stran 43. No, upam, da je to jasno, se pravi, kako bi to razložil, pač, kako si to razlagati, se pravi, Edenski vrt je na zemlji, ker če ne bi bil na zemlji, se pravi, zakaj je to Edenski vrt? Takšna je razlika med nebesi in Edenskim vrtom. Pač, zelo pomembno, pač, ker Edenski vrt je na zemlji. In kako si to razlagamo? Pač, če bi bil ta vrt od onostranstva, kako bi pol Adam šel ven iz nebes, kam bi šel, kako bi on prišel na zemljo, če bi bil v nebesih? In kako bi Satan prišel v nebesa, če ne bi bil na zemlji? Kako bi Satan prišel v ta vrt? In to je torej razloženo preprosto vsakemu človeku, da pač Edenski vrt ne more biti v nebesih, ker ta dva lika, se pravi Adam alejhi salam in glavni zlikovec Satan, v ta vrt ne bi moglo vstopiti. Torej, lahko zaključimo, da je ta Edenski vrt, da je na zemlji. Kakorkoli, ta drevesa, ki niso, pač ta drevesa, katero sem omenil, niso kot druga drevesa na zemlji, ker beseda drevo je alegorija ali simbol za nekaj popolnoma drugega. Torej, kaj to drevo predstavlja? Se pravi, v eni od molitev, ki so jih izrekli Ahlul Bejt, mi beremo, se pravi, mi smo od drevesa preroštva in lokacija sporočila in mi smo mesto, v katero se angeli vračajo.